Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing pred veliko nagrado Belgije. In tudi tokrat upam, da bom dal vse tiste pomembne podatke pred začetkom same velike nagrade. Kot običajno bo tudi tokratni zadnji brifing razdeljen na 3 dobro znane dele. V prvem si bomo ogledali rezultate kvalifikacij, v drugem bomo skupaj skušali ugotoviti ritem, ki ga lahko pričakujemo na prihajajoči veliki nagradi Belgije. In v tretjem bom kot običajno podal tudi moje osebno videnje glede možnih strategij. A preden začnemo s samimi rezultati kvalifikacij, je treba opomniti na nekaj. Kdorkoli govori o tem, da so padavine presenetile nastopajoče na progi Spa-Francorchamps, ni pogledal vremenske napovedi. Še v našem uvodnem prispevku smo govorili o tem, da prav v soboto je največja verjetnost, da bomo gledali deževno dogajanje. In videli smo tako na tretjem prostem treningu, kot na kvalifikacijah. Ampak verjamem, nekateri vremenske napovedi ne smatrajo kot nek pokazatelj tistega, kar bi se lahko zgodilo v prihodnosti. A vrnimo se k samim kvalifikacijam. Videli smo, da Max Verstappen je bil absolutno najhitrejši. Treba je povedati, da proga Spa-Francorchamps je njegova druga domača, namreč njegova mati je Belgijka in Max pravno formalno je bil rojen v Belgiji, a to ni važno. Max ima 10 kazenskih mest zaradi novega motorja z notranjim izgorevanjem, torej kljub temu, da je bil najhitrejši na kvalifikacijah, bo dirko začel iz 11. mesta. Ker ni toliko zadaj, ampak vseeno bo imel več težav kot ponavadi. Torej, iz najboljšega štartnega izhodišča bo dirko za veliko nagrado Belgije začel Charles Leclerc, ki je imel drugi čas kvalifikacij in nekako se vrača tja, kjer smo ga vajeni. Ena izmed poglavitnih lastnosti Charlesa Leclerca je ta, da je izjemno učinkovit na en sam hiter krog, torej na kvalifikacijah, in da ko je potrebno, zna pokazati tisto nekaj več. In to se je zgodilo tu na progi v Spaju. Ampak kaj bi dejali o Sergiju Perezu? Seveda predtem smo mnogokrat videli, da pravzaprav Perez je obstal naprimer v Q1, v Q2, ampak tokrat je bil presneto dober. Ne smemo mimo dejstva, da Perez je zmagovalec dirk za svetovno prvenstvo Formule 1, da verjetno bolid obvlada bolje kot vsi mi skupaj in zato ga tako kritizirati, kot so si dovolili nekateri, po mojem skromnem videnju je nepošteno. Seveda o tem sem napravil pred dnevi poseben prispevek, kjer so se že začela malce krešiti mnenja, ampak te kvalifikacije morda Pereza postavljajo v čisto drugačno luč. Videli bomo sicer, kaj se bo zgodilo na sami dirki, kajti ne smemo pozabiti na določen faktor. Namreč govorili smo o vremenski napovedi. In tako kot ta pravi, da v soboto je bila velika verjetnost padavin, za nedeljo takšnih podatkov ni. Namreč vreme bo malce bolj oblačno, vsaj tako pravijo meteorologi, ampak proga bo suha. Sedaj se lahko začnemo spraševati, kakšne nastavitve so imeli pri posameznih ekipah. So bili, na primer, Max Verstappen, Charles Leclerc in tudi Sergio Perez tisti,
ki so tvegali nastavitve za mokro progo in bodo v nedeljo imeli več težav, ali pa je to odraz čistega talenta, ki ga ima voznik. Seveda, odgovore na to bomo dobili na nedeljski dirki, ampak treba je povedati, da velja park ferme. Tudi zaradi tega bi lahko razumeli, da absolutni favoriti, kot so bili pri McLarenu, tokrat niso bili tako spredaj in da je bila razlika med Ferrarijem, Mercedesom in naprimer McLarenom in Red Bullom bistveno manjša. A to so vprašanja, na katera bomo morali biti pozorni. Zaenkrat vidimo rezultate kvalifikacij, ki pa ne kažejo, po mojem skromnem videnju, pravega razmerja sil. A mesto na štartnem razporedu ne pomeni absolutno nič, če bolid ni sposoben držati pravega tempa oziroma pravega ritma. In če sedaj pogledamo to preglednico, ki je bila objavljena na uradni spletni strani Formule 1, bomo videli, da pravzaprav tam spredaj Red Bull in McLaren sta poravnana. Ne smemo pozabiti nekega dejstva, da na progi Spa-Francorchamps imamo najdaljši krog v celotnem svetovnem prvenstvu Formule 1. Torej, ti zaostanki niso tako veliki, kot izgledajo na prvi pogled. Torej, če pogledamo tisto razliko v odstotkih, nam bo takoj jasno, da tako McLaren kot Red Bull sta tam, odvisno kdo je za volanom, in Max Verstappen bi lahko imel tisto manjšo prednost. Takoj za tema dvema ekipama seveda Ferrari ter Mercedes. Ampak vidimo lahko, da je tu zaostanek že večji in le kakšna večja napaka prve ali druge ekipe bi lahko omogočila seveda tem dvem zasledovalcem, da bi se dovolj približala, da bi lahko ogrozila naprimer mesta na zmagovalnem odru. Vsi ostali bistveno bolj zadaj. A treba je tu razumeti še neko malenkost. Pri Red Bullu, vsaj po mojem osebnem prepričanju, so uporabili aerodinamično podobo, ki ima več oprijema. Vidi se to, naprimer, pri tem grafu drugega prostega treninga, kjer so primerjali mikrosektorje. V tehničnem delu je Red Bull boljši. Seveda, tudi če pogledamo telemetrijo, vidimo, da Max Verstappen je bil v primerjavi z Norrisom in Piastrijem boljši v drugem sektorju. In drugi sektor je tisti, kjer se rabi po večini oprijem ne toliko končne hitrosti. A videli bomo, kaj se bo zgodilo na dirki. Tu smo lahko samo razbrali neko bistveno razliko med McLarenom in Red Bullom, vsaj glede tistega, kar nam je bilo možno nekako razbrati iz danih podatkov. A seveda, sedaj pridemo do tiste točke, ki marsikoga zanima, do mojih osebnih napovedi glede možnih strategij. A najprej je treba pokazati še to preglednico, ki nam kaže tako imenovane long rune, zopet v drugem prostem treningu, kjer bomo lahko opazili, da vsaj en voznik med tistimi najhitrejšimi je uporabljal pnevmatiko soft. Pustimo sedaj pri strani, kako je šla degradacija in kakšen je bil ritem. To nam da vedeti marsikaj, še posebej, če ta podatek primerjamo s pnevmatikami, ki so bile na voljo vsakemu vozniku v soboto zjutraj. Pustimo sedaj pri strani tretji prosti trening in seveda kvalifikacije. Vidimo lahko, da po večini imajo en set soft pnevmatik več kot običajno. In to nam že kaže v določeno smer. In sam sem te namige interpretiral tako.
Po mojem skromnem videnju je najhitrejša strategija naslednja. Začeti na pnevmatiki soft, odpeljati približno 14 krogov, nato 16 krogov na pnevmatiki medium in ponovno 14 krogov na pnevmatiki soft. Seveda, tu bo nekdo dejal, da pnevmatika soft na začetku ne more zdržati toliko kot pnevmatika soft na koncu. Ampak če na začetku z polnim rezervoarjem goriva uporabljamo tisti nov set in če na zadnjem delu, ko je bolid hitrejši, ker je masa nižja, imamo tisti set, ki je bil že malce rabljen, verjetno račun drži. Približno na tretjino, seveda razdeljena dirka. Nekateri imajo v svojem paketu tudi dva seta pnevmatik medium in to bi se lahko odrazilo na naslednji način: začeti na pnevmatiki soft približno 10 krogov in nato dva dela po približno 17 krogov vsak s pnevmatiko medium. In seveda zopet je to možno uporabiti pri tistih ekipah, ki nimajo uravnotežene šasije, ki imajo določene težave. A seveda obstajajo tudi tisti, ki nimajo dveh setov medium in seveda imajo težave, naprimer s pnevmatiko soft. Za te obstaja še tretja varianta. Začeti na pnevmatiki soft, odpeljati tistih 10 krogov, nato 14 krogov na pnevmatiki medium in 20 krogov na pnevmatiki hard. Seveda je varianta, ki je malce bolj zasilna, ampak kaže na tisto perspektivo, ki si jo moramo mi navdušenci ustvariti. In videli ste malce tudi, kaj sam uporabljam, preden začnem računati pravzaprav možne strategije, kaj vse pogledam in kaj vse je v ozadju mojih izračunov. Mogoče so napačni. Že v tistem edinem javljanju ta teden pred dirko bomo videli, kakšna je napoved Pirellija in seveda primerjena bo z mojo osebno. Kot dobro veste, istočasno kot bo dirka svetovnega prvenstva Formule 1, bom sam komentiral vztrajnostno dirko na progi v Nürburgringu. Če se boste dolgočasili, ker bo dirka daljša, se mi lahko pridružite tudi tam. Komentar same dirke bo pa objavljen v ponedeljek v klasični obliki, ker verjemite mi, v nedeljo ne bom sposoben imeti še enega srečanja z vami in verjetno je vsakomur jasno, da ob 6 bom moral priti še domov. Zato je bolje, da tokrat preskočimo to srečanje in upam, da mi ne boste zamerili. A kot ste seveda tudi sami ugotovili, kar se tiče našega zadnjega briefinga, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.